Dober dan, lep pozdrav, sem Nadja Mirnik, turistična vodnica, zgodovinarka in geografinja. 1. maj je tu in prav tako kot nekateri izmed vas, mogoče celo vi, ki trenutno gledate tale posnetek, bi morala tudi jaz, mogoče prav z vami, biti nekje v tujini. A letos je posebno leto, zato se vam javljam iz domačega dvorišča. Praznika obeležujeta predvsem dva dneva, 1. maj, praznik dela, in pa 27. april, od leta 1992 poimenovan kot dan odpora proti okupatorju. In v teh okoliščinah bi rada predvsem orisala duh časa nastanka prvega. Osvobodilna fronta je nastala leta 1941, 26. aprila so se v vili književnika Josipa Vidmarja v Ložni dolini v Ljubljani zbrali predstavniki komunistične partije, krščanskih socialistov, levo krilo Sokolov ter kulturnikov in se odločili za odpor proti okupatorju. Takrat je bila namreč usoda Slovencev kot naroda pod velikim vprašajem. Takoj po prvi svetovni vojni je kraljevina Italija zavzela tisto, kar je po londonskem sporazumu pripadalo, in meja se je pomaknila vse do Postojne. Del Slovencev na severu se je na referendumu odločilo, da se priključi Avstriji, ostali so pa postali del najprej države, nato pa kraljevine SHS. V 40 letih Jugoslavija podpiše pristop k trojnemu paktu. Hitler pa ni imel zaslovanov obetavnih načrtov, predvidel je njihovo kastracijo in ohranil bi le delež tistih, ki bi bili potrebni za služenje nemškemu narodu. Pristop k trojnemu paktu sproži številne proteste pod gesli bolje rat nego pakt. Ti pa Hitlerja tako razjezijo, da se odloči za bombardiranje Jugoslavije 6. aprila, ki pa na vojno ni bila pripravljena in zato v 10 dneh podpiše kapitulacijo. 26. aprila Hitler vkoraka v Maribor, kjer naj bi izrekel znamenite besede: "Naredite mi to deželo spet nemško." Prihodu Nemcev pa niso vsi nasprotovali, imeli smo številno nemško manjšino v okolici Kočevja, prav tako je bilo številno nemško prebivalstvo v mestih, ni pa bilo malo tistih, katerim se je tožilo po dobrih starih časih v spomin na Avstro-Ogrsko. Nenazadnje smo bili del iste monarhije kar 500 let, nemščina je pa do nedavnega bila tudi uradni jezik. Tako so se pod takšnimi okoliščinami so se tudi sestali v vili Josipa Vidmarja, kjer so se odločili za upor proti okupatorju, ki pa ni slonel le na vojaški bazi, ampak tudi na kulturni. Nastajale so številne predstave, predvsem lutkovne. Slovenščina se je ohranjala v krogu cerkvenih pevskih zborov, ure materinščine so pa potekale na skrivaj. Nelegalno tiskano gradivo in pa občasni radijski valovi so bili edini vir informacij, ki ni bil cenzuriran s strani okupatorja. Kasneje so nastajale tudi bolnišnice, takšna organizacija pa je terjala precej materialnih sredstev, nekaj je bilo doniranega, kar pa ni bilo doniranega, so si pa znali tudi vzeti. Civilno prebivalstvo pogosto ni imelo izbire. Tista vojska, katera je prišla prva k hiši, tisti so morali darovati živež. Ker pa sta bili nemška in italijanska vojska uradni in sta sprva dobivali plačilo lastnih držav, no tudi kasneje, so se nekateri odločili, da se jim pridružijo in so postali njihovi plačanci. Izbira pa ni bila enostavna, nikoli ni. Vedno so pretehtala čustva in pa preživetvena kalkulacija. Tudi situacija, v kateri se trenutno nahajamo, ni enostavna. Vsekakor pa upam, da boste v njej uspeli najti nekaj pozitivnega, da bomo o tej temi, ki je dosti bolj kompleksna, in pa še o marsikateri drugi debatirali v enem izmed naslednjih potovanj ali pa izletov po naši prelepi domovini, katerih se pa vsekakor veselim in vas do takrat lepo pozdravljam.